Različne raziskave podpirajo prizadevanja, da naj bi učenci pričeli svoje učenje tujih jezikov že v kar se da zgodnjem otroštvu. Dejstvo je, da v prvi razred otroci prihajajo pripravljeni, vedoželjni, komunikativni in so pozitivno naravnani do vseh novosti. To pomeni, da so pravzaprav pripravljeni na novosti, da so pripravljeni na učenje tujih jezikov in jih tudi zelo dobro sprejemajo. Ja, tako kot v večini evropskih držav imajo zdaj tudi učenci v osnovni šoli možnost učenja tujih jezikov že od prvega razreda. To pomeni, da se lahko starši učenca, ki prihaja v prvi razred, odločijo, ali bo učenec obiskoval tuji jezik kot neobvezni izbirni predmet, kar bi potekalo 2 uri tedensko. Seveda pa od drugega razreda dalje tuji jezik poteka v obliki obveznega izbirnega predmeta, prav tako 2 uri tedensko, in od takrat naprej je učenje tega jezika obvezno. Seveda pa poteka to učenje bistveno drugače kot v kasnejših obdobjih, je naravnano na otroka, kar pomeni, da mu je zelo prilagojeno, da poteka v povezavi z ostalimi predmeti, temami, dejavnostmi, ki jih srečuje pri drugih predmetih, s temi temami se srečuje tudi v okviru tujega jezika. Pomagamo mu pa še z najrazličnejšimi didaktičnimi pomagali, kot so lutke, igre, najrazličnejše risanke, slikanice in podobno. Torej, še enkrat, gre za celostno učenje in takšno učenje podpira tudi Svet Evrope in Evropska komisija. Seveda je otroku treba to učenje tujega jezika približati. To pomeni, da mu nekako ponudimo naravno učenje jezika. To pomeni, da pravzaprav se uči preko igre, da se ga ne sili, da se mu dopušča vedno dovolj časa, da se lahko uči v raznih situacijah in se preko poskusov in napak nekako skuša približati rojenim govorcem tega jezika, ki se ga uči. Zelo pomembno je, da starši otroka pri učenju spodbujajo, da morebitnih strahov, ki jih imajo še sami iz časa svojega otroštva, ko so se sami soočali s prvim učenjem tujih jezikov, ne prenašajo na otroka. Pomembno je, da ga spodbujajo, da ga ohrabrijo, da seveda mu pomagajo prebroditi tiste stiske, ki bi morebiti občasno nastale. Zelo pomembno je tudi sodelovanje z učiteljem, ki bo morebitno stisko lahko pomagal prebroditi. V primeru, da bi se pojavile kakšnekoli učne težave, pa seveda spet nastopi sodelovalen odnos s starši in tako otroku pomagajo, da kar se da hitro prebrodi težave in seveda vzdržuje motivacijo, ki je pomembna za vseživljenjsko učenje tujih jezikov.